Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dobro jutro in dobrodošli na valovih Radia Sora, kjer zdaj odpiramo ponedeljkovo jutranjo klepetalnico Na stežaj, tokrat v družbi študentov. David, Marko, Peter, Boštjan, Sebastian in Jure so tisti, ki že 20 let ustvarjajo glasbo z besedili v poljanskem narečju. No, danes zjutraj pa nam bodo družbo delali Peter Čadež, David Mohorič in Jure Dolenc. Dobro jutro, dobrodošli v našem studiu, kako ste? Dobro jutro. Dobro jutro. V redu smo, kot za zjutraj. Ponedeljkova jutra, kako so vam pisana na kožo študentom? Pa zadnja cajt je bolj kot nedeljska jutra. Kaj to zdaj pomeni? Ja, da skozi teži preživljamo tiste dolge sobote, ampak smo še trdoživi, gre. Tako da v ponedeljek smo pa že kar naštelani za naprej, za cel teden. Tako, za nove zmage in nove izzive. No, danes ste nas v studiu obiskali s posebnim razlogom. Končno smo oboževalci dočakali vaš tretji plošček, ki ga bomo z velikim veseljem tudi predstavili o temle jutru. Pa če se morda zdaj le spomnimo nazaj, kar nekaj let je že od takrat, ko ste ene lepe noči mladi fantje v Poljanski dolini pogruntali, da bi bilo fajn ohraniti dediščino domačih krajev. A se še spomnite tistih davnih začetkov, tam nekje pred mnogimi leti, ko smo bili vsi še mladi in perspektivni, zdaj pa ostajamo samo še mladi? Ja, seveda se jih spominjamo in tu z velikim veseljem. Začel se je seveda vse skupaj v klubu poljanskih študentov. Tam smo se zbrali fantje, ki smo malo vedeli od muzike, malo smo bili bolj kot ne ljubitelji take muzike, pa da smo v bistvu nekaj svojega dodali zraven, smo se pač takrat odločili tudi. Malo po tistem, ko smo začeli prepevati že razne skladbe v vokalnih in tudi inštrumentalnih izvedbah, smo pol tudi pogruntali, da bi bilo fajn, če bi kaj svojega ustvarili. Kot Poljanci smo se pač odločili, da bi bilo fajn v poljanskem narečju. David je hiter poparil, ki je že v mladosti rad kakšne skladbe sestavljal, seveda v slovenščini oziroma v zborni slovenščini, jih je pol tudi začel v poljanskem narečju pisati. In ja, 20 let je že od tega, malo več. Prvi je potem sledila druga, tretja in se jih je nabralo toliko, da so izšle že 3 CD plošče. Nekako ostajate zapisani tradiciji, tem retro rečem, ne? In plošček je pravzaprav tisti, ki je tretji po vrsti. Zakaj vam je ta retro scena tako zelo blizu? Ja, morbiti je tudi naš stil malo retro. Pač vsa naša muzika je bolj v akustični verziji, tako prej s harmonikam, kad zdaj v temu našemu stilu, ta novemu. In ko smo gruntali, bi dali te skladbe, ta nove komade, ki smo jih posneli na CD, ali jih ne bi, ker zdaj ni več toliko modern, smo rekli, neč človek mora imeti nekaj za v roka pa red, ki se ni izdelek naredi, in zato smo se tudi odločili, da naredimo še en CD. Zdaj kasete se res že malo zunaj, tako da tiste smo pustili ob stran. Imamo pa še par odprtih možnosti, da bi še kakšna stvar naredili v tej smeri. Z veseljem čakamo tudi izdelek številka 4, 5, 6 in vse naslednje, ampak zdaj se bomo zataknili pri temle svežem, lahko rečemo še čisto vročem. Fantusk večer ste ga naslovili. Zakaj Fantusk večer? Ja, v bistvu je to, da smo si izbrali en komad in pač en komad ima tak naslov. Je pa res, da tu malo ponazarja tudi naš način ne samo izvajanja glasbe, ampak tudi druženja v vseh teh 20 letih ali pa še malo več. Sicer tu ni bil samo en večer, moramo priznati, da jih je bilo kar nekaj. Tudi niso bili samo četrtki, kot mi je tlele not v komadu omenjen. Ampak v glavnem tako smo se odločili, da v bistvu je ta komad oziroma ta naslov še najbolj ta prav za naslov CD-ja. Glede na to, da velja četrtek za fantovski večer, to pomeni, da so takrat vaje?
Niti ne. Četrtek, fantovski večer je namenjen za posebno nekaj drugega. Da se posipam s pepelom. Kdaj pa potem vadite, kako pa vam uspe potem usklajevati vse to, glede na to, da ste v tem času postali iz študentov tudi očetje, da imate še kakšne druge obveznosti? Ja, zdaj za vaje imamo načeloma rezervirane torke, zdaj fantovski večer, tu pa četrtek je pa uvertura v vikend. Zdaj, ko smo bili še študentje, pa še ne očetje, takrat se je običajno ob četrtkih začel fantovski večer, pa je trajal tudi do ponedeljka zjutraj, tako da danes to ne vem, kako bi tole izgledalo, če bi bili v študentskih časih. Danes pa pač gremo še kakšen četrtek na kakšen pivo ven ali pa Na kaj takega sproščujočega, kjer se potem rojevajo tudi ideje, ki najdejo pot v glasbeni svet. 10 ste jih uvrstili na tale vaš zadnji plošček. Kako ste se odločali zanje? Nekaj je sicer tudi takih že slišanih, ampak malo drugače pa vendarle zvenijo na temle ploščku. Ja, ker smo malo zamenjali pač stil, pa zamenjali tudi inštrumente, je bil to čist v bistvu en tak naključje, da jaz sem si kupil banjo in pol, ko sem jaz prišel s tistim banjom na vaje, smo rekli, dajmo zdaj probati še kakšna druga zašpilati in pol so začeli komadi kar leteti. Res pa, da so kar en cajt leteli, to pa moramo tudi priznati, da je to pol vse en malo trajalo, ampak ja, začeli smo delati pol komade malo bolj v tem stilu. Tudi kar nekaj inštrumentov smo pa vključili vse skupaj, mislim, v vse komade, pa mislimo, da je kar fajn ratal na koncu. Pa dajmo poslušati, kako je ratal, glede na to, da zeleno travo tam par bajt že dobro poznajo naši poslušalci v tisti prvi verziji izpred nekaj let, ko smo jo v bunkerju na Hlavčjih njivah tudi prvič slišali, pa jo bomo zdajle na valovih Radia Sora prvič slišali tudi v novi preobleki s ploščka Fantovski večer naših študentov. Cajt sem pašel, mal pogledat, kak je doma. Vidim fotra, ke že zutri dan vas jeka. Ena sestra je še vsa od mlijeka, druga tam zavogla mlijeka. Pos je pa levu zelena trava, tam barbajt. Ena sestra je še vsa od mlijeka, druga tam zavogla mlijeka. Pos je pa levu zelena trava, tam barbajt. Kočem pride on še mama, za sprememba danes ni sama. Gledava me, ke te dele v nova vrata. Hodu se si voz zarašen, ni čuden, dej še bos preplašen, ke je kar levu zelena trava, tam barbajt. Hodu se si voz zarašen, ni čuden, dej še bos preplašen, ke je kar levu zelena trava, tam barbajt. Tepla trava, bolj zelena, ke naša trava ni kar ena. Zato bom jaz vmes še kajšna reč po sadu. Preden se ja bom kosit navadu,
Ja bom cijela raj pokadal pol, se pa v levu zelena trava tam barbajt. Preden se ja bom kosit navadil, ja bom cijela raj pokadal pol, se pa v levu zelena trava tam barbajt. Tistem pridem im še cilka, bivša punca za kopilka. Je sam čvekala, pa se kriempala po nosu. Čezen cajt sem se jak umilosu, da sem pol šel mir po kosu, pa levu dol, zelena trava tam barbajt. Čezen cajt sem se jak umilosu, da sem pol šel mir po kosu, pa levu dol, zelena trava tam barbajt. Zbujajte se z Radijem Sora. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Vima štreha, žival velika, se vede, ket otrok. Smo posedal, pa se kregal, aj krava, al je Bog. Se zmajne volku, co glasi. Poglejte, kej dol vesi. Sonce vzide, tam im pa brede, lik ženska zrelih let. Brez besede smo se poglede, usmirke od sprit. Se zmajne volku, co glasi. Bo mlijeka dost do konca dni. Prav vesele sa tam sedele, tri rožce pisane. Se smejale, pa vica dale, nek faterih dale. Se zmajne volku, co glasi. Ta srednja mi najbolj deši. Na stežaj. Radijska klepetalnica. Na Radiju Sora. Ja, še eno. Z novega ploščka študentov Fantusk večer smo slišali danes. Ma Womene nosi naslov tudi tale v novi preobleki, no več o njej pa nam bodo povedali tudi naši tokratni jutranji gostje. Peter Čadež, David Mohorič in Jure Dolenc. Polovica študentov, ki je danes vstala v zgodnjih jutranjih urah in prišla tudi k nam v studio. Kako je zdaj takole poslušati vaše pesmi, ki gredo, lahko rečemo, za med tudi pri naših poslušalcih? Kaj vam to pomeni, da so vas kot ustvarjalce domače dediščine zelo, zelo dobro sprejeli tudi poslušalci, ne samo v Poljanski dolini, ampak tudi daleč naokrog? To nam zelo veliko pomeni, ja, ker v bistvu mi nismo
že od štartali na način, da bomo zdaj muzika delali, prodajali, nastopali, ampak predvsem zase, bolj za ožja družina, po domač povedan, malo za zajbancija, ampak je z tega ratal kar nekaj več. Tudi pa smo začeli malo bolj nastopati, pa smo šli tudi na festival, ampak zdaj, ko tudi vidimo, ne vem, malo na socialnih omrežjih, pa ko nas ljudje kličejo, vidimo, da je v bistvu nam paše vsa muzika, niso tudi oni neki ozko smerjeni, zdaj pa u nas harmonkami je v redu, ta pa ni v redu. Tako da se mi zdi, da smo naredili tudi tle kar ena fajn poteza. Ste naredili en tak velik korak, ker se glede na glasbene zvrsti nikakor ne pustite popredalčkat. Igrate vse, od bluza, countryja, narodno-zabavnih skladb, celo rock'n'rolla, če se ne motim, a to drži? Ja, seveda na tej nov plat je v bistvu zajet kar nekaj različnih stilov. Če začneva z tole, ki smo jo nazadnje slišali, Mavimene, je čist a capella, vokalna skladba. Pol imamo tudi Poštenakarju blues, ki ga bomo tudi še slišali, tudi nekaj rock'n'rolla. Predvsem smo pa noter zajeli nekaj tega občutka oziroma tega žanra irske oziroma škotske glasbe, ki je David prinesel v bistvu iz tistih obiskov Škotske. O teh obiskih bi znala morbiti bolj David pa Jure kaj več povedati, kako je bilo tam, pa zakaj jih je ta glasba tukaj prevzela. In takrat, ko je David kupil banjo, je pač prišel do tega preobrata, da smo pol začeli tudi malo drugo muziko ustvarjati. Ta prvo smo jih ustvarjali, in eden prvih komadov, ki smo se ga naučili, je bil od The Pox, Dirty Old Town. S tistega je pa pol ratal tudi neki naših, in eden prvih naših, oziroma ta prvi naš komad sploh, ki je nastal z banjom, je Dej prines še liter. Tudi o tem bomo še kakšno rekli, več v nadaljevanju. Irska in Škotska, David in Jure, kaj vaju je peljalo tja in kakšni so bili spominki, ki ste jih v povezavi z glasbo prinesli? Nazaj bomo ostale tokrat pustili ob strani. V bistvu je tako, da imamo enega prijatelja, Janeza Jenka, ki malo zdaj hodi po svetu, oziroma zdaj se je malo ustalil, ampak je bil takrat na Škotskem in seveda smo dali, moramo iti malo pogledati, kaj zdaj ta človek počne gor. Zdaj, to je bila ekspedicija, to ne bilo navadni izlet, da se zastopimo. Malo, kaj smo šli pogledati, pogledati smo šli, kod živi, pa kam on hod, pač če je tudi gor, to, kad je tla. Ugotovili smo, da so zadeve zelo podobne, sta razlika, da je pa res gor več tega življenja v barih, v pubih, da je pod večer živa muzika in tu ni treba, da je zdaj tam, ne vem, cel orkester. Lahko sta tudi dva kitarista, lahko je violina, banjo in to nam je bilo strašno všečno. Pa če zraven še kakšen sok popiješ, je pa še tukaj bolje. Ali kako, Jure? Ja, približno tako je bilo, ja. Toliko radovednosti so potem vzbudili tile koncerti in tole spoznavanje družbe tam gor na severu, da ste se odpravila tudi po nakupih in spakirala nazaj za domov takrat banjo, zagotovo je bilo še kaj drugega v kovčku. Ja, prinesli smo tudi na, kako se to reče, pišuka oziroma piščava, imajo tudi Irci dost. Sicer smo pa ugotovili, da ima Petar tle boljša, kad sem ga prinesla s seboj dol. Zdaj, kupil bi gor tudi kontrabas, ampak je bil prevelik za kufer. Tudi banjo bi po mojem težko slačila. Ja, banjo je bil kupljen pol tle v Sloveniji. Smo pa hruntali, če bi po delah, to je pa enko pa enega dela pol preden. Da me drug se šraufal, bi mar biti danes govorili, glej, fantek so se stavili prvi inštrument. No, ampak ne, da ste jih sestavili, kar nekaj ste se jih naučili s pridom uporabljati in igrati. Kako bogat je nabor inštrumentov, na katere pa igrate študentje? Ja, nabor se je kar precej povečal od zadnjega CD-ja. Takrat smo igrali bolj v tej narodni zabavni zasedbi, se pravi bas, bariton, kitara, harmonka.
Zdaj smo pa razširili to še na kitare, se pravi, David je zagrabil kitaro, pa banjo se je naučil v teh letih, a ne? In jaz igram v tej zasedbi kitaro, pa trobento. V enem komadu sem tudi malo flavto poparil, ker sem se jo kot majhen otrok učil. Tak je boljša od tiste z Irske? Na mojo sem igral, ja. In sem ugotovil, da še nisem vsega pozabil, a ne. Tako da Marko se je pokazal kot odličen na ustni harmoniki. Boštjan je kupil kahon in se je s kahonom kar zelo dobro izkazal. Poleg tega je tudi ostala tolkala poparil, tako da je to v bistvu, ne. Seveda, Jure pa namest baritona je v bistvu v Prleku naša soba največji inštrument, ki obstaja skoraj po moje na sveta, ne, in to je kontrabas, ne, in ta nam zasede skoraj četrtina une sobe, kjer treniramo, tako da nam je včasih skoraj malo na pot, ampak klinc, če paše, ne? Kečma, ne, če paše, ja. Tako, tudi nam bo zdaj pastala naslednja, o ženskah bo govorila, no, o njih pa se pogovorimo tudi mi, takoj, ko nam jo odpojete. Cajt je vroče, polih pa zjebe, nikoli ne rata nam tebe bel prav. Se rane krijevaja, čist brez potrebe, ni čuden, da je že kdaj tudi je rušov. Če je kaj novega, ne nehaj debatirat, sa pa ta parve za kaj zakomplicira. Pa nej bo Einstein, pa nej bo Baltazar, pa nej bo Dvohtar na kvadrat. Na svet ni majstra, ni tajga maharja, teb ženska pamet znov prebrat. Če si prezgojden, se hitar ti naredi, da kjer ga najdeš v lasten bajt. Če si prekosen, no pol ti pa sledi, jih boš poslušal še karen cajt. Nekud si hodu, a jutar boš pa dama, že tok znreva po cele dneve sama. Pa nej bo Einstein, pa nej bo Baltazar, pa nej bo Dvohtar na kvadrat. Na svet ni majstra, ni tajga maharja, teb ženska pamet znov prebrat. Ke se dobeja, pa govoreja, ke te prebrale že tavžen knjig. Če kajš na kaj bi narobi djala, sa pa sposobne bit pol leta tih. Brez nek ne morma, bez svece koj potopu, sam kaj bedal, da bez ženske loh zastopu. Pa nej bo Einstein, pa nej bo Baltazar, pa nej bo Dvohtar na kvadrat. Na svet ni majstra, ni tajga maharja, teb ženska pamet znov prebrat. Na svet ni majstra, ni tajga maharja, teb ženska pamet znov prebrat. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Ženske so tiste, ki navdihujejo in navdušujejo. Pa tudi poživljajo, lahko rečemo. Tale je med našimi poslušalci in poslušalkami kar precej priljubljena. Kako pa je pravzaprav nastala, David?
A boš ti kakšno več rekel na tole temo? Jaz nimam pojma. Ne, hecam se. Ja, lej, to je v bistvu ena taka tema, ki nima konca. Ne. Tudi polk je komad, ko smo komad že posneli, pa smo enkrat malo debatirali, smo ugotovili, da to je bil z lahkoto on komad, ki ima še drugi del, pa tretji del, pa četrti del, pa tako naprej. Ne, saj smo na en tak humorn način malo probali opisati tudi, pač kako mi velikrat stvari vidimo pri ženskah. Zdaj upam, da pač ni kakšna tudi užaljena, moramo pa toliko me drug priznati, kad morajo ženske priznati, da se marsikera najde malo v tem komadu. Ja, dobro, no, nej ti bo, sicer pa se vemo, kako to gre. Eden z drugim težko, eden brez drugega pa še težje, ne? Ja, to pa sigurno. Ja. No, če smo že pri besedilih, kako pa je z nastajanjem leteh? Ne? David, slišali smo, ti si tisti mojster besede, ki pravzaprav drži roko nad besedili že od vsega začetka. Kako pa ti potem tudi ostali fantje pomagajo pri dokončni podobi vaših besedil, ki so iskriva, hudomušna, drugačna, življenjska, taka zabavna in hkrati poučna? Ja, postopek je približno tak, ja, da jaz ponavadi spišem besedil, tudi njim muz zmeri, da je že čist do konca, pa velikrat morna melodija že malo zraven mit, da neki pa še skopa, ne. Pa tu na vajah malo preberemo, preštudiramo, probamo, kako bo šlo skozi. Seveda fantje tudi kdaj kaj predlagajo, kakšna beseda se zamena. Že to je kdaj težava, ne, da se imamo isto narečje, ampak ne vem, eden v javarjah malo drugače govori, kad eden v Vrejnu, pa moramo, ne vem, kakšna beseda tudi to obrnemo na ta način. Ampak ja, ponavadi na koncu pol tu vsem kar rata. No. V bistvu smo eden drugemu malo lektori tudi. Mal lektori, pa potem tudi mal so komponisti. Kdo pa ima glavno besedo pri glasbi, pri priredbah, da uporabim pravo slovensko besedo? A tle pa Peter, kaj povedeš? Peter, kako je potem to videti? Ja, ponavadi David pride z eno osnovno melodijo, ki je pol jaz včasih pri kakšnih komadah sem ja pol jaz čist razdelil tudi večglasno, pa včasih sem tudi se posnel praktično vse inštrumente in sem pol predstavil, koliko si jaz tu zamišljam, ne. Seveda velikrat pol ni ratel s tistega olika, ampak smo pol na vajah se zadevo sestavili pač do te mere, kakor se pa zdaj pač sliša. Ne. Tisto je bila pač neka osnova, se pravi detajle smo pa pol popravljali na vaji, to, da nam je bilo vsem všeč, kaj pa prišlo enkrat do te faze, da smo bili zadovoljni s tistim, kar je ratel, smo pa se pač ponavadi odločili pol tudi za snemanje. Tako, ko je v tisti vaši sobici za vaje vse zazvenelo tako, kot mora. Jure, nisi prav zelo zgovoren, daj ti meni povej, kako pa izgledajo vaje in potem tale usklajevanja, ko dobite na kup besedilo, pa glasbo, pa potem se lotite preigravanja. Ja, zdaj to je to, kar je Peter rekel, a ne, pač David to prvo napiše nek osnutk, Peter to pol, ki ima, mislim, da največ glasbene izobrazbe od vseh nas ali pa več, kot mi vsi skupaj ostali, a ne. Pač on pove, kako si to zamislil in pač na vajah pol probamo, a ne. Sej, pol tudi to, kar je Peter rekel, imamo mi pol neke svoje ideje, kako bi neke zadeve speljali in pač na koncu pade ven, kar pade, a ne. Zdaj, na koncu nam je načeloma vsem všeč, a ne. In pol to malo prišpilamo, smo tudi kakšen komad še naknadno malo spremenili, a ne, in ki pride pa na vrsto za snemat, sicer snemanjem, veste, koliko smo hitri, a ne. Ja, počasi se daleč pride, ne? Počasi se daleč pride, ja. Smo pa tudi, mislim, da je kakšen komad, tudi smo ga že posneli, pa smo šli pol še popravljati, ker smo pa rekli, morebiti bi pa pač tlele še nekaj malo spremenili in pač pa pridemo do nekega končnega izdelka, ki nam je, rečemo, najbolj všeč, a ne. Zdaj, a je všeč tudi poslušalcem, bojo pa sami komentirali, ne. Kdo med vami pa se najhitreje nauči ta novega komada? Kdo je tisti, ki ga najhitreje zapopade? A sem breznila? Jaz sem tlele zelo slab, tako da še danes nucam malo besedila pred seboj, da ga znam prav odšpilati pa odpeti. Ja, dejansko moram tudi jaz priznati, da besedila, ki sem jih sam napisal, jih zdaj ne znam na pamet, skoro sigurno vseh povedal, tako da pač je pa res, da 20 let
je že ena doba. A ne? In če ne igraš skozi, druga stvar je, če skozi preigravaš. Med drugim pa malo menj, se pa marsikaj se pozab, ali pa morbiti niti ne toliko pozab, ker zameša kakšna kitica, pa kakšen vers. Z leti morda zakoplje malce bolj globoko v spomin, ne, pa je potem težje priklicati. Ja, pri ženskah sploh nam ena kitica ne gre. A veš te no? Ti že od komada govoriš, a kaj drugega? Zdaj si pa ne tu vsak po svoje razlaga. Ja, sej ne vem, kaj bi rekla, ampak bom raje vprašala, glede na to, da si rekel, da ne igrate skozi, ne? Verjetno še koga od naših poslušalcev zanima, zakaj pa ne igrate skozi? Verjetno bi vas radi večkrat slišali kot 2-krat na leto, recimo na teh posebnih priložnostnih koncertih. Ja, ne, dejstvo je, da morbiti bom zdaj tako začel. 20 let že obstajamo, kar je kar lepa doba. Tudi marsikšen ansambl je že veliko prej razpadel in po moje je tu en faktor, da mi že toliko cajta skupaj špilamo pa obstajamo, da se malo nazaj držimo pri temu. Dejansko nas je 6. Saj tudi poslušalci dobro vejo, da če zdaj pokliče 8 kolegov, če se bojo dobili nek, se jih prav na hitro ne bo veliko nabrala. Ne? Pol, ko smo šli malo ven z teh študentskih vod, pa se ustvarili familije, je seveda tudi skozi menj cajta, pa take in drugačne stvari, tako da ja, kot si rekel, malo nazaj se držimo, ampak vseeno se kar potrudimo, da še zmeri naredimo kakšen špil. Zdaj, kaj noce, da bomo gotovo še kakšna več. In to je to, ja. Ja, bomo preverili tudi, kje vas lahko ujamemo v nadaljevanju. Zdajle pa si privoščimo še eno. Bomo kakšno poštenjakarjevmu bluzu rekli zdaj ali raje potem? Dajmo ga te prvo slišati. Pa ga dajmo. Še kaj sem se rodil, gotov sem v Oržah bil. Še čudno, da že takrat nesadjal, da sem vsega kriv, pa tudi, ke bil sem mlad. Zadihal mi za vrat, sami pobral, gareve žu se da pobrat. Če sem že dobil del, me je na konc bolel, zato, ke sami lepo čas po kosah vse nazaj vzel, še pralni stroj sem dal, da sva voznar obral. Na konc magnata riboj sami sebi jemal. Marskir premal, marskir premal, marskir preveč, marskir preveč. Seboj ne vedna bo niso neč. Sem smeridjal, je smeridjal, da v sebe dal, da v sebe dal. Ke sem ta zajden poštej na karu držal. Cele dneve sam, za vseh 15 garam. Sem to jih praša, če ne blok še keju, polhen var že tam, sva ubil, je bela mast. Še nov te nehal krast, če dolg bo šel naprej, vse bo mogel past. Marskir premal, marskir premal, marskir preveč, marskir preveč. Seboj nevedna bo niso neč. Sem smeridjal, je smeridjal, da v sebe dal, da v sebe dal.
ker sem ta zajden poštejnaka držal. Ker sem ta zajden poštejnaka držal. Ker sem ta zajden poštejnaka Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj odpiramo vrata v ustvarjalni svet študentov. Z nami so Peter Čadež, David Mohorič in Jure Dolenc. Mahamo pa Marku Peternelu, Boštjanu Peternelu in Sebastjanu Kreku takole nedaleč. Poštenjakarjev blues smo slišali ravno kar. Ja, ena taka zanimiva, zgovorna, tudi družbeno kritična pesem, bi lahko rekli. Kaj pa je bilo krivo, da je nastala tale viža, če pri ženskah vemo, ne, kdo je krivec? To, kad si rekla, ja, tu je viža, ker najprej je bila posneta v narodno zabavni izvedb, pač na prejšnjem CD-ju. Tako da smo rekli, pa če bi mi to probali pa malo predelati, dati v žanr bluza. In ja, nam sem zdi kar fajn ratal, tako da jo tudi radi zašpilama. Je pač še ena taka smirna tam v Tanomu CD-ju. Peter bo še kaj povedal, kako je vse skupaj izgledal. Ne vem, kaj naj še rečem. Jaz že od nekdaj rad malo blues preigral, sam pri sebe, ne da je ga okazal, posla pa z Davidom probala tudi blues kdaj skupaj odšpilati. Skozi sem imel ena želja, da bi kakšen narodno zabaven komad, ki ima zanimiv besedil, pa je tudi primeren recimo za kakšen drug žanr predelati v nekaj drugega. In se mi je zdel, da je ta komad najbolj primeren, ker je dejansko tudi besedil dosti bluzovski. In sem se lotil nekaj preigravati, smo na vajah malo sprobavali, pa je skozi bolj ratval. In smo naredili tale komad, ki se mi zdi, da je, mislim, to, kar je že David rekel, kar paše v ta stil. Kaj pa ti, Jure, tudi rad malce pobluziš v glasbi? Ja, zdaj, če pač iskreno priznam, meni je precej bližja narodno zabavna muzika, ampak pol, ki sta Peter pa David rekla, kako pa če bi mi začeli malo pač country blues pa te variante, se neko pa probam tudi od takrat naprej precej več poslušam te muzike, pa dober, se pravi, muzika, če je dobro narejena, je v redu, Jaz sem se najdel zdaj tle noter s tem, pač zdaj s kontrabasom, kad je Peter rekel, prej sem pač večino na baritoni odigral komadov in tudi danes, naprimer, poslušam tako, neobvezujoče, precej več, ampak bolj nek country ali pa ta irsko-škotska varianta, ne mora biti še bolj domača, kot pač nek blues ali pa nek rock. Ampak sta pravo energijo, ki vlada med vami, fanti, že polnih 20 let, pravzaprav dokazujete, da se da premikati meje tako v glasbi, kot seveda pri besedah. Kako pa uspešno manevrirate med 6 različnimi karakterji, da ste ostali v taki zasedbi, kot ste od vsega začetka? A je kdo, ki večkrat raje reče, da ima raj šmirkat prav, ali kako se zmenite, da se tale moška mnenja uskladijo? Zdaj pri ženskah vemo, kako bi bilo v 6 kreganjih, vsaka obrnjena v svoj konec. Ja, sej, pa nam recimo, da ni čistoka, ampak včasih se pa tudi kakšna mnenja malo krešejo, sej, lihtok so potrebna usklajevanja, in zaenkrat smo jih kar vse dobro rešili. Seveda, če jih ne bi, verjetno ne bi bili več skupaj. Tako da tudi, da smo že 20 let skupaj, je odraz tega, da smo sigurno smo naleteli na kakšen problem ali pa na kakšen konflikt, ampak zaenkrat se konstruktivno in demokratično zmenite v vaši sobi za vaje. Ja, edin, če jaz nimam ta zadnje besede, sem pol mal, Ne, tu je malo zahec. Najbolj je to, da rečemo Petru, da nima prava na glasanja, pa po nas ostane sam 5 in pol je zmeri najmanj 3-2. Ko se gremo volitve in je stvar rešena. Jaz se pa zmeram strinjam. No, mimo grede, če smo že omenili prostor za vaje, tudi ta je, lahko rečemo, ena taka stalnica v vašem življenju, drži?
Ja, vaje imamo v bistvu že od vsega začetka pri nas doma, sam s tem, da smo že v bistvu 3-krat zamenjali prostor. Ta prvo smo imeli v očetovi glasbeni sobi, takrat nas je bilo sicer še malo manj, ker smo začeli v bistvu bolj kot kvartet, kvintet, zdaj nas je 6. Zasedba se je praktično skoraj ni zamenjala že v vseh 20 letih. Pol smo šli v garažo, ker smo imeli velike inštrumente, se pravi bas, bariton, harmonika, smo v naši garaži špilali. Pol, ker se je pa naša ta stara hiša spraznila, smo pa šli v hiša noter, tam, ki je kmečka peč. Moj oče vsakeč pozimi za kur noter, da imamo lep topel. Hvala, Janez. Ja, še javno se ti prav lep zahvaljujemo. Moramo reči, da še nikoli ni zatajil, toliko, da smo zmeraj lep na topel pozimi. Toliko, da zdaj le zadnjih 7-8 let imamo pa kar v tej kmečki sob vaje. Vaje, kjer je nastala tudi vaša prva balada, če se ne motim. Kako pa to, da ste po 20 letih zdaj zajadrali tudi v bolj baladne vode? A se je s kakšnim posebnim razlogom zbudila tudi ta vaša bolj romantična plat? Tale balada je prav romantična, če smo čist pošteni. Ne, je pa v bistvu o tem sem jaz že en cajt grunto, ker, ne vem, polka, valček, tam nimaš kaj prav zelo za razmišljati. Tle smo pa že začeli z nekimi žanri, blues, pa irsk, pa pop, malo vmes, blok že rekel. In smo rekli, pismo se balade, nimamo pa mbene. Tako da, ja, pol sem se odločil napisati na balada, ki je malo posebna, ker vsak balada si predstavlja kot en tak lep, počasen komad. Ta je počasen, ima pa pač besedilo v našem stilu. Ja, zato sem šele danes dobila CD v roke, a? Ja, lej, mogla večkrat priti ob torkih, imamo vaje, pa se oglas ki je izvedela že prej. No, to je zdaj tisto povabilo, ki ga velja upoštevati. Mimo grede, Hruška je naslov tele balade. Kaj je bil to, sadni dan, kakšna posebna dieta ali kaj drugega? Ja, govorijo, da enega možakarja, ki se mu ni čisto vse izšel to, kot si je predstavljal, gotov. Hruška je pa uržah, da se mu ni išel očitno. To, kaj je velikrat v življenju, pa zdaj res govorim, na žalosten način. O hruškah in ostalih stvareh. Pa da slišimo, kako je hruška kriva za vse. Hruška v prazen flaš, prazna miza, prazna bajta, gleda vajna, kad da bila prijatla, že dolg cajta. Hruška hitar se soši, njega pa po grlu grebe. Če je solzam, bo zalil nabodala, neč od sebe. Najložje sedjet pa jamrat, ko so vsi obrnil se preč. Če nimaš šihta, če nimaš avta, še zdaleč ne pomim, da nimaš neč. Na seb si jemu sončne špjegle, kosmate cvokle, v glava pa taklen. Si gledal druge, kog zadelal, po smodu škatla, dokler ni bil narjen. Zdaj pariraš brez vsega, Lenke Fuchs, vse ti je odveč. Še tista dekle,
tej posvila, je hita vidla, da s teboj ni neč. Hruška v prazen flaš, kak se je trapast posošila, tokrat zmeri bogotov tista hruška vsega kriva. Moja prva postaja. Radio Sora. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Partek letah me drug doba grema, je za šola, mož šola imet, drugač se naredi to, ke tvojmu, ke leta sponavlju bo spet. Se to je naredil že trikrat do zdaj, to laž maga mal za naprej. En let bo kojo kol, lanje bel mrva krize, zdaj pa kaže na bolj. En let bo kojo kol. Njegov oča je jemu na smole, ga prebanka je čak v špalir, sa ta plavi ga ujel spoh na mauha, za rešetkam zdaj špila klavir. Ja, družbo pa treba pomislit mal prej, zato pa to laž maga zdaj. En let bo kojo kol, lan je bel mrva krize, zdaj pa kaže na bolj. En let bo kojo kol. Pa še ata na penzija čaka, se bo jemu pa 70 let, pa zgleda, da mogu počakat, ke zakon spremenjen za spet. Ja, kog boš pa vedel vse za naprej, med druh pa to laž maga zdaj. En let bo kojo kol, lan je bel mrva krize, zdaj pa kaže na bolj. En let bo kojo kol, en let bo kojo kol. Na stežaj. Radijska klepetalnica. Na Radiu Sora. V odlični družbi mineva tole ponedeljkovo jutro. Študentje nam delajo družbo v naši ponedeljkovi jutranji klepetalnici na stežaj. David, Peter in Jure so z nami. Nekaj smo jih že slišali z vaše zadnje, tretje plošče Fantovsk večer. Nekaj jih bomo pustili še za drugič. Zdajle pa morda še besedico ali dve o
festivalih, novo leto, novi izzivi. Zdaj, vi ste si za začetek zastavili izdajo ploščka. Kakšne izzive pa imate še načrtovane v letošnjem letu? Kakšno potovanje, kakšen festival? Ja, potovanje imamo že malo zacahnan, ja. In sicer tabar, da gremo v Skandinavijo malo pogledati, koja je pa horzana muska. Pač spet nas je Janez Hor pripričal, ker že ima pozna, nekaj, kar nablef me druh naupa majet. Drugače, ja, festivali, mislim, zdaj na kakšne festivale prav ne hodimo, imamo pa planiranih zdaj ene par takih špilov, bolj v manjših zasedbah oziroma izvedbah, ja. Tako da bomo najbrž letos kar nekaj prešpilali še. Kdaj bo prvi koncert? A imamo že kakšen konkreten datum? Ja, o konkretnih datumih morbiti zdaj še ne bi, ker se še usklajujemo. Bo pa vse objavljen na naš Facebook strani, tako da tisti, ki bi rad prišel na nekaj naš špil oziroma koncert, naj spremlja naša Facebook stran, ker mislim, da je kar dobro obiskana. Glih zato, ker nam do danes še ni ratalo vseh podrobnosti uskladiti, naj zaenkrat to ostane še odprto. Ja, sej, najlažje je biti pa zagoneten, pa nas pustiti takole v nevednosti. Zdaj, kar nekajkrat smo že danes slišali, da pri vas študentih nič ni kuj. Kako to, da prisegate na to počasno življenje, na počas pa z guštom ali kako? Ali kaj je krivo za to, da zdaj ni več tiste brzinske študentske akcije? Ja, se tudi čas ni bila prav kakšna huda akcija, oziroma se je velikrat kar fajn zavlekla. Vsi smo, ene par nas je kar precej dolg študirala, ne? Po moje še z tega ven tu sledi. Ja. Temeljitost pa to. Ja, To je po mojem bistvu študent. Še pol leta pa imamo izpite, pa tiste pol leta in parkrat po pol leta. Eni smo malo del cajta utrjevali znanje, no, to, da morbiti je tudi z tega prišel pol do tega, da pa nam zadeve tudi v naš skupin utrjujemo malo deli, kad bi morali biti kjer drug. Ko jih pa utrdite, so pa super fino in fajn in v začetku leta ste svoje oboževalce razveselili tudi z dobrosrčno gesto, pa malce podelili vašo glasbo na YouTubeu. Drži? Ja, drži. Odločili smo se, pač, da je treba iti v korak s cajtom, ne, in tudi te platforme uporabiti za, malo biti ne toliko za promocijo, ampak za to, da se pač zadeve ne pozab, pač moramo priznati, da se je pač zgodilo to, da ta prvega CD-ja nimamo več na zaloge, ne, in o tem, a bomo naredili ponatis, še razmišljamo. Glih zato smo se pa odločili, da našo prvo plato damo na YouTube, tako da tisti, ker je želen poslušati naše ta stare komade, ta prve, hiter gor, pa poiskati naše posnetke. Tako bojo pasali, pobožali ušesa, pa nasmejali in spravili v dobro voljo. Zdaj pri tretjem smo, sej vem, da bo nehvaležno napovedovati četrtega, ampak glede na vašo kreativnost vas imam na sumu, da že imate tudi kakšno frišno na lagerju. Zdaj slišali smo nadaljevanje Ženske 2 pa Ženske 3, a bo to na četrti, a bo to na 5. plošči? V bistvu bi lahko naredili en CD, ki bi imel 10 delov komada ženske in to bila spet ena taka posebnost. Ja, Ben še nima, ja. Ja. Ampak ne, nimamo to v planu. Imamo pa res je, že smo po moje želan en komad začeli malo špilati, sam smo rekli, naj bo to en tak seme za naprej. Kaj pa recimo si morda še želite za letošnje leto na tistem glasbenem, ustvarjalnem področju? A imate še kakšen tak cilj, za katerega ste rekli, to pa bomo še uresničili? Ne vem, na harfo še nihče ne špila ali pa kaj podobnega. Ma ja, tudi o harfi smo že nekaj razmišljali, sam če ne ptis na kontrabas vsega tam zasedu sob, tako pa nagreja. Ja, ni placa za harfo. Ja. Ne, drugače imamo, mislim, razmišljamo marsičema, saj tudi te zvrsti, ki smo jih zdaj ponudili, so še zelo odprte, se lahko še doda kakšen inštrument,
marsikaj, vse glasba nima meja, tako da se da še marsikaj narediti. Če boste pri glasbenih stilih še raziskovali, pa je nekaj jasno, ostajate zapisani poljanskemu narečju, pa hudomušnosti. Tu pa drži. Ne, ker to je pa v bistvu en tak zaščitni znak študentov in bi bil pa gotovo malo čuden, če bi šli pa tle v kakšne druge vode. Če bi zdaj resno, jokavo ali pa bog ne daj kako drugače zapakirali stvari. Ja, po moje... Se tega tudi ne znamo. Ja, nič, kaj naj rečem drugega kot, da ura čisto prehitro teče v taki zanimivi in zabavni družbi. Kakšnega konkretnega datuma o vaših koncertih zdajle še nismo uspeli izvedeti. Zagotovo pa na vašem koledarju ostaja decembrski koncert v podzemlju domače Poljanske doline. Sigurno. Dobro, za en koncert imamo kljukico, za vse ostale bomo spremljali vaš Facebook profil. Zdajle pa za konec napovedali še fantovsk večer. David, Peter in Jure, kdo bo zdaj postavil piko na i, da ne bom spet jaz imela zadnje besede? Ja, se pravi, študentje smo končno izdali ta 3 CD, ki ima naslov Fantovsk večer, kar je tudi en komad, ki boste zdajle slišali. Med drugim bomo zelo veseli, če boste seveda prisluhnili vsem tem našim komadam, tako da nas lepo cukite za rokav, da boste nekako prišli do tega CD-ja. Tudi tu bomo malo objavili na naši Facebook strani. Drugače pa vas prav lepo pozdravljamo, upamo, da se hmalo vidimo tudi v živo in to je to za danes. Hvala lepa za tale obisk v studiu, za tale klepet. Uspešno pot nazaj novim izzivom naproti, uspešno pot tudi fantovskem večeru in se vidimo na kakšnem koncertu čim prej. Vabljeni tudi vsi poslušalci in poslušalke. Vsak dan v tednu je mal drugačen, kajšen je fajn, kajšen mal menj. Vmes je normalen, da skozi mal lačen, sam kjele v četrtek, pa šlo vrata žejn. Za decovska družna se hitkejš najde, da mal polegojil, pa enga popil. Ke spijem ta paroga, sta druge gajbe, že vem, da drug dan mi v glav bo zvonil žejn. Ke pride december, dobim nov kolendar, zacahnam si še četrtke, vse za fantovsk večer. Fantovsk večer. Fantovsk večer. Čas se dopema, kajšen praznuje, četrtek je pred vikendom, tak lep začetk. Še preden nas kelnarca s flašam zasuje, si mislim še dobar, da jutar že pet, žejn. Ker pride december, dobim nov kolendar, zacahnam si še četrtke, vse za fantovsk večer. Fantovsk večer. Fantovsk večer. Fantovsk večer. Človek obrača se po vetru, ne igre v poku ali v raj. Zato sem pisal svetmu Petru, če od gor je šel že kjer nazaj. Pa kak se mate gor čez zima, a se grejete na štrom. Še najbolj me pa tu zanima, če ob četrtkah
morte tudi kaj von, žejn, 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 žejn. Ke pride december, dobim nov kolendar, zacahnam si še četrtke vse za fantusk večer. Fantusk večer, fantusk večer, fantusk večer.